Še zdaj se spomnim svojih občutkov, ki sem jih imela kot srednješolka oziroma potem še kasneje v zvezi z moškimi, v zvezi z vezami. In nobena veza moja ni trajala, ne vem, dlje kot pol leta. Strašno sem se bala odpreti, strašno sem se bala predati. Sej kasneje sem potem ugotovila, zakaj. Ampak v tistem času sem pa zelo, zelo trpela. Pa ne samo v srednji šoli oziroma potem na fakulteti, ampak tudi kasneje. Praktično, dokler nisem spoznala mojega sedanjega partnerja, je bilo vse v nekih vprašajih, zakaj se mi to dogaja, zakaj ne dobim pravega partnerja, zakaj. In srčno sem si želela odgovorov. To mi je bilo res tisto nek temelj, da se jaz lahko notranje pomirim. In vem, da za žensko je zelo pomembno, da ima pravega partnerja, da je slišana, da je podprta, da je spoštovana. In obratno vem, da tudi ženska more narediti enako do moškega. Ker se mi zdi, da imamo eno tako vzvišenost v sebi ženske, kakor mi že vemo, mi že to. To je zato, ker dobro zaznavamo energijo, kar je včasih res, ampak mogoče na neprav način predamo to moškemu, da ga potem nekako ponižamo, kakor nimaš pojma, jaz vem vse. In tako ta ženska vsevednost se mi zdi je zelo prisotna lahko v odnosu. No, jaz sem hotela v bistvu še povedati iz tistih časov to, da sem se počutila prazno, da tudi ko sem se poročila, se nisem dobro počutila, da sem bila v bistvu znotraj sebe ujeta. Kot da je en moj del mene, tisto moje bitje, osnovno bitje je bilo ujeto v kletki. Navzven sem se delala, da je vse ok, bila sem prijazna, bila sem, ne vem, energična in tako naprej. Ampak ta del je pa tako trpel, toliko je trpel, da je potem v bistvu prišlo potem do točke preloma, ko sem se odločila pač, da se bom ločila in sem odšla od moža brez vsega. Torej, pustila sem vse in sem se samo hotela rešiti tega trpljenja, ker nisem zmogla več. Moje bitje ni zmoglo več tega. Ni zmoglo prenašati več te narejenosti, teh mask, teh družbenih vlog. V bistvu kričala sem znotraj po sebi. Kdo sem jaz, hočem biti jaz, kdo sem, kje sem sploh, kje sem ujeta, kdaj sem se ujela, kaj se je zgodilo. In potem, ko sem se ločila, sem še nekaj probavala z vezami, ampak nobena me ni zadovoljila, nikakor, ker je bilo vse prazno, jaz sem pa hrepenela po nečem več. In tisto več je bilo v bistvu stik s sabo. Niti ne toliko s partnerjem, z moškim, ampak stik s sabo. In zato sem se odločila, da bom 7 let preživela brez moškega, torej v celibatu, da se prečistim, da ugotovim, kaj jaz pa hočem, da si postavim znotraj sebe nek okvir, nek pravi okvir, ker jaz sem otrok ločenih staršev in seveda taki otroci smo vedno bolj ranljivi, nekako nimamo dovolj tega občutka lastne vrednosti, češ, ker so se starši ločili, to je sramota in tako naprej. In vedno si vsak otrok pa želi, da bi njegovi starši bili skupaj. In zato sem potem našla pač učitelja in sem začela hoditi na delavnice, ozaveščati v bistvu, kaj se znotraj mene dogaja. Seveda ni šlo vse tako hitro, kakor bi jaz rada, ker sem bila v teh najboljših letih, jaz sem se za celibat odločila, ne vem, pri 29-30 letih, nekaj takega. To je kar hormoni še kar brstijo in tako naprej. Je bilo seveda včasih mi zelo težko zadržati ta spolni nagon,
ampak danes lahko rečem, da se je res splačal, ker sem očitno imela zelo napačno predstavo od partnerstva, napačne predstave o moških. Bila sem jezna nanje in to zelo. Imela sem res eno tako jezo do moških, da bi jih zmlela takrat. Ugotovila sem, da sploh ne vem, kaj je ženska, kaj pomeni biti ženska, kaj je ženska energija. Ker sem bila mati samohranilka, sem prevzela še ta yang del, se pravi še ta moško vlogo sem mogla prevzeti v odnosu do mojega sina. In je bilo res kar precej let peklensko mi težko, s tem, da se nisem dala sekati, ne. Jaz bom 7 let vztrajala, me ne zanima, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, jaz hočem to razrešiti in pika. Ja, težko je bilo, včasih je bilo zelo težko, zelo težki občutki. Predvsem, a veste, kje mi je bilo najtežje tudi? Najtežje. V družbi, jaz sem v bistvu se preselila na Obalo in sem potem spoznavala tukaj pač te družine. In že prej, ko sem živela v Novem mestu, sem bila jaz pa še ena Maja, sva bile edini ločenki. In tukaj je bilo enako, jaz sem bila edina ločenka, ne. In tako, ko sem prišla v družbo, pač teh staršev recimo, ne, sem prav zaznala, da so se ženske bale, da jim bom speljala njihove moške, ne. Ne bom, ne, ampak ja, take smo ženske, ne, hočemo zaščititi svoje moške, hitro smo ljubosumne, sploh pa če je ena samska, ne. Ker ta itak pol vrže vse lovke na vse moške in jih hoče omrežati in jih hoče dobiti zase. Ja, ne v mojem filmu. Jaz sem imela itak to željo, da se sebe zacelim, da sebe pozdravim, da ozavestim in nisem iskala drugih moških, ne. In že tukaj sem stalno čutila nazaj, energijsko seveda, ne besedno, energijsko, ta odboj, kakor, pusti mojega moškega, ne, tako, ampak to je samo energijsko. In jaz verjamem, da se kakšnim zmeša lahko od tega, ker ne vejo, kaj se na energijski ravni dogaja. Ljudje moji, to je noro, mi kaj vse doživljamo že dnevno, na dnevni bazi. Recimo, mogoče je to dober primer. Imamo pubertetnega otroka in nas konstantno zavrača, karkoli rečemo, on konstantno zavrača, čutimo odpor, čutimo, kako nas sovraži, čutimo ne vem kaj vse, In seveda v tem obdobju, če smo kakor toliko zavestni, vemo, da je to samo neko obdobje, da so to hormoni in da je treba otroka pustiti, Pač tak je, ne dovoljuješ mu vsega seveda, postaviš meje, da te spoštuje in tako naprej. No, in enako mi doživljamo to od drugih ljudi. Na dnevni bazi mi doživljamo ne vem koliko enih zavračanj, zavrnitev. In to mi čutimo. In ker se mi počutimo, recimo, če nimamo lastne vrednosti dovolj visoko, potem se vsakič znova in znova počutimo zavrnjeni. In to nekako ponotranjimo. Tukaj v tej družbi me ne sprejmejo, po tej družbi me ne sprejmejo, pa tukaj me ne sprejmejo, kaj z mano narobe, kaj se z mano dogaja. Ampak moramo vedeti, da to vsi delamo, med sabo si. To si vsi delamo v bistvu na nek način, ko sodimo, potihem sodimo neko osebo in pošiljamo to energijo tej osebi. In to energijo ta oseba začuti, Zato je nujno, da se naučimo, kako ne soditi sebe, niti druge, ker v bistvu se vse to čuti. No, pa da ne bom zašla s poti, ker danes želim z vami deliti v bistvu o partnerskem odnosu, kaj se je meni dogajalo. Se pravi, jaz sem se mogla najprej napolniti, energijsko sem se mogla napolniti. Zaceliti je bilo treba določene rane iz mojega otroštva. Treba je bilo ozavestiti ta notranji del, ker zadeva z energijo je taka. Mi od staršev prevzamemo, torej ta njun odnos, kakršen je bil, ga prevzamemo nase. Se pravi, naš jin v nas bo prevzel mamino kopijo in naš yang bo prevzel očetovo. In če recimo sta se starša kregala, ko smo bili majhni, se bosta ta dva yin in yang znotraj nas
borila vse čas in se tudi kregala, ne, znotraj nas. In tako nikoli ne moramo priti do neke pomiritve in do nekih razsvetljenih stanj. Če imamo stalno znotraj sebe mamo in očeta, ki se kregata. In to mi smo prevzeli. Hočemo, nočemo smo prevzeli. Seveda lahko naredimo nekaj v tej smeri, da to ozavestimo. Se pravi, ozavestimo dobre lastnosti mame in tiste slabe. Ozavestimo dobre lastnosti očeta in tiste slabe. In seveda pri sebi pogledamo, kje smo enaki in poskusimo to nekako preseči. To je recimo nek lahko začetek. Potem, dobro, so stvari, ki so bile prenešene nam preko genske kode, ki so nam, naši starši so nam prenesli vso to, bomo rekli, nesnago in pluse, ne samo nesnago, tudi dobre stvari po naši liniji prednikov, se pravi, in smo mi nekako neka mešanica vsega tega. Zdaj, če smo imeli v družini bogate ljudi, potem verjetno nam je, recimo, če govorimo o nekem denarju, bogatstvo ali pa partnerstva so bila lepa, bojo tudi naprej lepa. Lahko pa je ravno nasprotno, lahko pa smo imeli, ne vem, smo bili revni, so bili naši predniki revni in se niso razumeli in tako naprej in se je dogajalo vsega. Dobro vemo, kako je bilo včasih, sploh v vezah, partnerstva, spolnost, sram, krivda, tega je bilo ogromno v naši preteklosti oziroma po naši liniji prednikov. In jasno, da imamo potem vsi težave tudi v spolnosti, v dojemanju stvari in tako naprej. Ampak zdaj se to nekako že premika, vsaj v Evropi ali pa mogoče v Sloveniji, kakor jaz gledam, se nekako prebujamo. Zdaj se v bistvu ženska prebuja. Dolgo let smo živeli pod patriarhalno družbo, bile smo utišane, svoj glas smo dobile zelo pozno, bomo rekli, tudi možnost priti na volitve, volilna pravica in tako naprej. Se pravi, to ni, bomo rekli, tako staro, to je bolj sveže. In seveda imamo ženske v sebi še vedno ta občutek nevrednosti, da nismo dovolj dobre, da nismo dovolj vredne. In zato potem delamo vse, dajemo vse od sebe, še preveč, se razdajamo, da bi doživeli ta občutek lastne vrednosti. Ampak tako ne bomo do njega prišli. Zdaj smo že ugotovili, da to ne gre tako, ker občutek lastne vrednosti izvira iz tebe in je v bistvu občutek, jaz sem že dovolj, jaz sem dovolj že. Seveda se lahko spremenim, izboljšam in tako naprej, ampak ta trenutek sem jaz že dovolj. Jaz sem že dovolj, vredna sem, dovolj sem. In zdaj seveda, ker smo ženske tako senzibilne, občutljive, zaznavamo energije zelo dobro, zaradi naše maternice. Saj veste, moški pride domov, samo pogledaš ga, skeniraš in že točno veš, kako se počuti. Potem nekako prej zaznamo tudi neke nepravilnosti na energijski ravni. In naša potreba je, da to vse popravimo. Zato dostikrat v družinah hočemo vse popraviti, pa dajmo tako. Mogoče sebe potem malo damo na stran, da bo mir v hiši, da bo vse poštimano, ker čutimo te energije, čutimo, da je v zraku nekaj ni okej in si želimo to urediti. Zdaj to vedno ni glih okej, sploh takrat kadar sebe damo na stran, kadar rečemo si, da bo mir v hiši. Ni to okej. Ampak seveda, če ne gre drugače včasih, je treba tudi to narediti. Predvsem je pa pomembno, da začnemo raziskovati sebe. Zdaj bom jaz govorila iz ženskega vidika, ker jaz sem ženska in bi želela povedati ta svoj vidik. Se pravi, raziskujmo sebe. Kaj se znotraj nas dogaja? Kje so tisti naši svetli deli in kje so tisti naši temni deli? Ženske znamo biti zelo vsevedne, v smislu, jaz že vem, kaj se ti greš, in potem napram moškemu nastopimo tako zelo vehementno in češ, ti si slab, ti nimaš pojma. Ampak, dejstvo je, da smo ženske usmerjene, če bi tako gledal žensko, smo usmerjene navzven. Mi vedno gledamo navzven vse.
Zato, ker imamo maternico in z njo zaznavamo energije, bom rekla, navzven. Yin energija je tudi taka kot žarki sonca, ne? Se pravi, da gleda vse navzven, da se širi navzven yin. Medtem ko je yang energija zaprta energija in je v bistvu nekako krožna energija. Ne? Kroži. Ne? In zato mi v bistvu dojemamo vse precej drugače kot moški. Moški pa dost navznoter usmerjen. In zato rečemo, kdaj da je sebičen, egoist in tako naprej, ne? Ti se sploh nič ne ukvarja s tem, ne vidiš, bla, bla, bla in tako naprej. Se vemo. Ampak zdaj vemo, zakaj. Ne? Taki smo po naravni poti, ne? Se pravi navzven ženske, navznoter moški. Seveda pa lahko to spremenimo. Ženske moramo paziti, da se ne usmerjamo več toliko navzven, ampak bolj navznoter, in moški, da se mogoče odprejo tudi malo navzven, ne? Da malo širše pogledajo, da tudi kaj pomagajo, kdaj, ne brez da se jim reče in tako naprej. Ne? Pač da najdejo to ravnovesje. Ne? In s tem, ko bomo ženske prepoznale svoje prednosti, prepoznale svoje pluse in tudi minuse, ne? Bomo veliko lažje živele najprej same sabo in potem seveda napram moškim oziroma z moškim. Ne? Ker mi res drugače zaznavamo svet. Ženske imamo spolne organe v telesu, kar pomeni, da drugače zaznavamo energije kot moški, ki imajo spolne organe zunaj telesa. In že tukaj je velika razlika. Ne? Tako da treba se zavedati tega in tudi zato imamo več energije kot moški. Ravno zaradi naše maternice. In ta naša maternica je tako krasna. To je dobesedno, to ni samo, nimamo je samo zato, da rojevamo, ne? Ampak da skozi njo evolviramo sebe, ne? Da doživljamo te magične sposobnosti, da jih aktiviramo, da jih sprejmemo. In ja, tukaj imamo veliko dela. Še veliko dela je tukaj, zato ker smo bile dostikrat potlačene, smo bile utišane, nismo bile slišane. In mi moramo sprostiti najprej to jezo na moške, ker so nas utišali, ker smo se jih bale, ne? Ker moški imajo pa to prevlado v fizični moči, ne? In ženska se je avtomatsko bala moškega, ne? Ker je fizično močnejši. Tako da v bistvu se en drugih bojimo. Moški se boji ženske energije, ne? Te prevlade, nadvlade te energije, in ženske se boji moške te fizične moči. Ne? Ampak dobro, zdaj smo v časih, ko ni potrebe več po tem, je pa to še vedno zasidrano v nas. Ne? In vse vemo, kako je na začetku, ko gremo v partnerski odnos, ne? Ko se pokažemo v najboljši možni luči, malo vse, kdaj, ne? Smo malo bolj tiho, ne povemo vsega in tako naprej. In potem se ta rožnata očala snamejo po nekem času, ne? In smo mogoče šokirani, ali pa si mislimo, kaj se pa zdaj dogaja, pa to sploh ni človek, s katerim sem se jaz spoznala. Ne? To je zato, ker smo mi, recimo, mi ženske, večkrat damo kar neko drugačno sliko nekomu, ne? Samo zato, da bi to uspelo. Ne? Da bi ta odnos uspel, da bi mi končno to uspelo. Toliko jih imam že za sabo, vez, evo, zdaj pa to hočem, da uspe. In vse, v bistvu sebe preslišimo, vse damo na stran, samo da bo to uspelo. Ne? Dolgoročno se to ne obnese, ne? Ker začnemo trpeti znotraj sebe. Jaz točno vem občutek, kako je, ko trpiš, ko ni to, ne? Ampak še kar ustrajaš in ustrajaš in ustrajaš. Ne? S tem škodimo tudi sebi, svojemu zdravju, ne? In mislim, da to nikamor ne pelje, ampak ja, včasih rabiš to izkušnjo. Recimo, jaz sem rabila to izkušnjo, da sem videla, da ne, hvala, jaz se tega ne grem. Jaz sem vse pustila, jaz sem bila brez vsega na koncu. Ampak to mi je bilo bolj pomembno kot to, da jaz kakor nekaj imam, pa da obdržim, pa tako naprej. Dobro, pustimo, zakaj sem bila brez vsega, to je zgodba za drugič. Ampak jaz sem se končno osvobodila, tega odnosa.
čeprav se ga še nisem tako osvobodila, ker energijsko je to trajalo še kar nekaj let, da sem jaz naredila te, bom rekla, neke ozaveščanja, da sem si povrnila energijo, da sem naredila nek res. Moram pa povedati to, da za moški, s katerimi imaš otroka, nikoli ne moreš prerezati vezi, zato ker je otrok posredi in je otrok tista vez, ki vaju veže. Lahko povem tudi to, da v bistvu otroku podarimo del svoje energije, torej jaz podarim svojo, oče svojo, ne? In je ta del zavesti, no, tudi. In je ta energija v otroku in v bistvu povezuje ta dva do konca. Ne? Tako da zares čist odvezati se od bivšega, če bom tako rekla, s katerimi imaš otroka, ne gre. Lahko se pa tukaj zavestiš, da nekako vzpostaviš neko normalen pogled na tega človeka, ne? Tudi če te je zelo prizadel. In da se to ne prenaša na otroka, ne? Ker otrok pa vse to čuti, sprejema, ne? In lahko recimo naredi, če je bil nekdo čuden oče, bo otrok bo si sam se rekel, jaz pa ne bom taka moj oče, jaz bom drugačen, jaz bom poskrbel za svojo družino, jaz bom to in ono in tretje, ne? Tisto, kar oče ni, ne? In spet lahko tak otrok sebe mal utiša, ne? Ker ne sprejme tega moškega dela, ne? Ne sprejme njegovega ravnanja do mame, ne sprejme njegovega ravnanja do njega, ne? In bo v bistvu s tem spet narejena malo škode. Ne? Ampak gledajte, to je življenje. Ne? Življenje se ves čas pretaka, življenje se dogaja in življenje ni idealno. Ne moramo vsi živeti samo v nebesih in sploh in tako naprej. V življenju se dogaja veliko stvari, ne? In je treba to sprejeti. Seveda pa lahko vsi pomagamo z določenimi načini, tehnikami, meditacijami, ne vem, psihoterapijami in tako naprej, da ozavestimo vse to. Ne? Meni osebno je najbolj pomagalo rekapitulacija in pa magične kretnje, zato ker magične kretnje so me napolnile z energijo. Rekapitulacija mi je dala pa odgovore in uvide v to, kaj in zakaj se je to v preteklosti dogajalo. Pobrala sem svojo energijo nazaj lahko, tujo sem vrnila, ne, ker je ne rabim, in na ta način sem se in se še vedno osvobajam. Osvobajam se od nekih vplivov staršev, bivših, ne vem, sveta, ne? Kako naj bi nekaj bilo, od iluzij, od prepričanj in tako naprej. To delo je še vedno v teku, ne, dragi moji. Nikoli se ne bo končalo, tudi to se zavedam. Ves čas sem v spreminjanju, ves čas sem v nekem dogajanju in sem neizmerno hvaležna, da sem šla na to pot samospoznanja, na pot te duhovne rasti, na pot v bistvu 7-letnega celibata, ker sem s tem naredila največjo uslugo sebi. Jaz ne pravim, da mora vsaka ženska dati 7 let celibata česa, ne? Ampak bi pa priporočala vsaki, da ko zaključi neko vezo, da ostane nekaj časa sama. Ne skakati iz ene v drugo vezo, ker to ne bo prineslo nič dobrega. Neke energije so še vedno v tebi. Preko spolnosti se namreč veliko energije preda oziroma se izmenja. Partnerja med sabo izmenjata energijo preko spolnosti, ne? In te energije je recimo od mojega bivšega še vedno veliko tukaj, ne samo tukaj v meni, a ne v moji maternici. 7 let traja, da se ženska sčisti energije moškega. Ampak vseeno, vse se da tudi prej z pomočjo rekapitulacije. Hočem samo povedati, da če imaš tukaj neke tuje energije in ko pride nek nov partner, kako naj vstopi v to mlako vseh teh energij, odkrito, srčno, a ne? In bom rekla v resnici, ne more, a ne? Ker je tukaj še preveč vsega in seveda obratno, ampak zdaj govorim v ženskem imenu. Vzemi si čas, bodi sama, razčisti v svoji glavi, kaj si želiš, kako vse to nate vpliva. Razčisti si, kaj sploh hočeš, kakšnega partnerja hočeš.
razčisti, kaj je bilo dobrega pri tem zadnjem partnerju in kaj je bilo slabega. In pri sebi, kaj si ti vnašala v dobrega v vezo in kaj ne. In predelaj te stvari, zato da boš lahko z naslednjim partnerjem bila drugačna. Ampak drugačna ne z masko, da se boš naredila drugačna, ampak dejansko boš znotraj sebe drugačna. Še vedno ljudje premalo resno jemljemo to izmenjavo energij. Tudi na podlagi dnevnih interakcij, energije se menjajo. In zdaj, če je teh interakcij veliko, smo tukaj znotraj sebe lahko zelo zmedeni. In neke misli, neke občutki sploh lahko niso naši. Veste, kako je kdaj, ko ste ful dobre volje, pa srečate enega, ki je ful slabe volje, in če se nekaj časa z njim pogovarjate in če začnete sočustvovati in padati, vam začne energija padati in kar naenkrat se počutite enako kot ta oseba. To se zelo hitro zgodi. In na drugi strani si lahko zelo hitro dvignemo svojo energijo. Ampak tukaj v partnerski vezi je pa to sploh pomembno. Zato, ker tukaj pa prihaja še do spolnosti. In tukaj so potem te vezi zelo, zelo močne. In jasno je, da se spominjamo še nekaterih bivših partnerjev, če jih nismo še energijsko predelali. Zato sem se jaz odločila tudi za celibat, da jaz sebe ščistim za naslednjega partnerja. In res je prišel potem tak partner na mojo pot. In tudi on si je zaslužil, bom rekla, energijsko čisto žensko. Ja. Ja. Tako srčno sem si želela res z vami to vse podeliti, drage moje. Saj bi lahko še govorila, ampak ne bi rada bila predolga. Karkoli, če vas karkoli zanima, sem tukaj, z mano se lahko pogovorite, kaj vprašate, brez problema bom odgovorila na vsa vprašanja. Bi pa res vam priporočala energijsko delo na sebi, vračanje svoje energije nazaj, ozaveščanje, ker je to bistvo tvojega notranjega miru, tvojih v bistvu spoznanj in uvidov, tvoje spremembe in tvojega pogleda, kako se vidiš in kako nase gledaš v sebi in tudi tvojega izražanja navzven. Tako da, drage moje, želim vam, da se začutite, da ste v resnici, da naredite potrebne spremembe, ko je čas za njih. Ne vleči, življenja so preveč kratka, da bi vlekli neke stvari v nedogled. Sploh zdaj v teh časih, ko je lahko tako zelo vse lepo, veliko lepše, če se trenutno ne počutite dobro, dajte nekaj narediti za to, da se marsikaj narediti. In jaz vem, da ste ne glede na vse v sebi pogumne in krasne, čudovite ženske, s takimi mogočnimi močmi, ki se jih še ne zavedamo, in vam želim, da jih začutite, da začutite te moči in da jih uporabite. Rada vas.